Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V današnjem podcastu Alumni Connect bo z nami Jana Krapeš-Trošt. Primorka iz Ajdovščine, mama 2 otrok in uspešna poslovna ženska, direktorica, co-menedžerka v podjetju Bia Separations Sartorius, farmacevtsko podjetje s proizvodnjo v Sloveniji, ekipo v Ajdovščini in lastniki v Nemčiji. Jana je poslovno in študijsko prepotovala oziroma se preselila iz Slovenije na Japonsko, nazaj v Slovenijo, doktorski študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in nato prve praktične izkušnje s podjetjem Bia Separations na ameriškem trgu. Kje je Jana danes? Jana, hvala, da si danes z nami. Me veseli. Za začetek, preden te vprašam, kako je biti nazaj med temi stenami, ne, ker vem, da jih zelo dobro poznaš. Kdo je Jana zasebno, mogoče pa poslovno? Se razlikujeta, sta isti Jani? Upam, da sta dosti podobni, ker se mi zdi težko na dolgi rok voditi 2 različni osebi v eni osebi. Želim biti tudi pristna in iskrena v poslovnem življenju. Tako da z tega vidika bi si želela, da sta si čim bolj podobni. Drugače pa, kdo je Jana? A si mislila bolj zgodovinsko gledano? Kar ti pade prvo na pamet? Jana je mama 2 fantov, poročena, že kar nekaj let, v službi v Sartorius Bia Separations v Ajdovščini, 7 let trenutno. Zdaj bo kmalu 8. Da gre hitro Vse čas skupaj, mimo. od tiste prve izkušnje že je... Iz Amerike, od Aha, Amerike okej, dalje. Ja. okej. Si omenila samo tole, ne, da probaš biti čim bolj pristna. Se ti zdi, da je vedno to prednost, da kdaj mogoče tudi malo tepe, da si vedno iskrena verjetno in pristna? Ni vedno lahko biti. Včasih bi bilo lažje se pretvarjati, mislim, da na dolgi rok se izplača tudi takrat požreti. Imeli smo delavnico z eno predavateljico, kar je rekla: požri žabo, preden rata krastača. Tako. Skoraj verjetno toliko let, kot si zdaj v Bii, si pa bila tudi verjetno kakšno leto manj, no, ampak tudi na Ekonomski fakulteti. Ali Ne vem, mogoče če je bilo tudi... kakšno leto manj, mogoče celo kakšno leto več. Razmišljam, 3 leta do diplomca, 2 leti magisterija je 5 let, pa 4 leta doktorata. Okej, no, pa kakšno leto vmes si bila v tujini? Ja, sem bila v tujini, se pravi po IMB-ju sem se odpravila za pol leta na izmenjavo na Japonsko. Potem sem se vrnila, delala tukaj v službi za kakovost kot študentka in v tem času magistrirala ter vpisala potem doktorat. In po prvem letniku končanem sem šla v tujino, v Ameriko, kjer sem potem se posvečala raziskovalnemu delu doktorata. Me je ful zanimalo, ko sem malo brala seveda o tebi, tisto, kar nisem vedela, in me je zelo zanimalo, zakaj Japonska, ne. Pa sem v enem intervjuju zaznala, da zato, ker je fanta zanimala, takrat fanta, danes moža, arhitektura. Tako je. V bistvu ne, Japonska je bila moja želja že ful časa po potovanju. In ko sem se pogovarjala s profesorjem Prašnikarjem, kakšne opcije izmenjave imajo, so mi bile 2 in to so bile Japonska in Amerika, ki so mi ostale. Nisem imela neke želje po Evropi, hotela sem iti nekam res konkretno daleč. In pa sva se z Necem pogovarjali, on je takrat končal arhitekturo in je rekel: če greva za toliko časa, bi šel nekam, ker mi bo nekaj prineslo bolj. In tukaj je Japonska definitivno v arhitekturi bolj korak naprej, kot je Amerika. Tako da zato sva se pol za Japonsko odločila. Kakšna pa tvoja izkušnja takrat kot študentke, ne, študijska? Kakšne so bile razlike ali pa podobnosti? Meni je bilo dosti lažje kot njemu. Kot študentke, kakor njemu, ki je delal. Mi smo imeli klasično, kakor je pri nas, pouk, mogoče malo več imajo poudarka tudi na faksu, recimo smo imeli predmet, ki se je ukvarjal, bom rekla, skupnostjo. Se pravi, si mogel delati neka družbeno koristna dela. Učili smo se japonščino tudi na faksu, zdaj to najbrž bilo samo za mednarodne študente, ker dejansko je zelo težko preživeti samo z angleščino pri njih. Mogoče Tokio kot glavno mesto, še vse ostalo pa ne. Tako da tukaj je bilo, bom rekla, malo drugače v primerjavi z nami. Tukaj na Ekonomski, kar se tiče pa življenja, so pa precej različni.
kakor Kaj smo mi. pa odnos pa disciplina mogoče, malo stereotipno, da slišimo, ne, japonska, oziroma japonski študenti v primerjavi z našimi? Med študenti ne bi opazila mogoče velike razlike, razen so mogoče bolj sramežljivi do tujcev, kakor bi pričakovala mogoče v Sloveniji. Pa tudi ne vem, če to več velja zdaj. To je bilo vseeno 10 let nazaj. Mogoče se bojijo malček zaradi angleščine, ker jo ne uporabljajo toliko na dnevni bazi, kakor smo jo mi uporabljali, in da je že iz tukaj ta sramežljivost izhaja. Ker ko se spoznaš z njimi, so zelo odprti, zelo prijazni, ampak pač traja, da se ta odnos razvija. Kaj pa izven faksa? Si rekla, da tukaj pa seveda ne pomembne razlike. Ja, je ful. Pri njih so delovniki so neprimerno daljši. Če primerjamo, ženske zato dostikrat ostanejo doma z majhnimi otroci, ker preprosto ne zmorejo pač tazga ritma, če si pač finančno to lahko privoščijo. Patriarhalna družba še vedno zelo, sploh v poslovnem svetu. So pa zelo uvidevni in, bom rekla, spoštljivi en do drugega. Tako je bilo meni takrat ful velika sprememba v primerjavi z Evropo, kar sem bila navajena. Ste pomislila, da bi ostala? Ne. Ne. Mislim, je fenomenalna za krajši čas, fenomenalna spoznavati kulturo, ampak je pa toliko drugačna, da ne. Mislim, vedno si tujec. Tudi sva govorila, sva se spoznala z enim arhitektom, ki živi iz Nove Zelandije, živi tam zdaj že 25 let približno in je zna tekoče japonsko, vse njihove abecede, ampak še vedno si tujec. Sta se vrnila domov, in potem si se odločila za doktorat, Ja. ne? A si vedela od začetka, od prvega dne recimo, da te doktorat mika, ali je bilo to potem kakšna spontana odločitev? Kot otrok sem govorila, da bom delala doktorat, čeprav ne vem točno zakaj, ampak takrat je bila ta ideja. Pol je tekom študija malo zamrla. Nato pa sem v bistvu, ko sem prišla nazaj iz Japonske, sem delala tukaj v službi za kakovost in sem razmišljala, da v bistvu bi mi bilo delo na faksu ful všeč. In če želim ostati na faksu, je pač bil doktorat tista stvar, ki jo moram narediti, in to je bil glavni razlog, da sem se odločila. In raziskovalno delo, ne? Ja, delala sem potem, da sem se zaposlila, da sem si nekaj še zraven zaslužila, sem delala na projektu pri profesorju Grozniku Alešu. Aha, Ja. ne Evropskem. management Ne, pač tam je bila smeri priložnost. katedra. Ne, Okej. tam je bila priložnost, tam smo dobili projekte na evropski in se je bila opcija, da se tam zaposlim. Tako da v bistvu je bila to bolj informatika. Ja, druga smer. Ja. Ker v doktoratu si se posvečala pa timom, ne? Tako je, ja. To pa sem delala skupaj z profesorjem Škrljevajem, Miho, in smo gledali v bistvu, kako posameznikove lastnosti vplivajo na uspešnost tima pri inovacijah, inoviranju. In tudi danes si v zelo inovativnem podjetju. Ja. Tako da kako bi lahko rekla, da ti ta znanja pa ta izkušnja doktorata s področja vodenja in timov pomagata? Mogoče, kar mi je dalo, je, da bom rekla, poudarek na pomembnosti karakteristik posameznika in da pač ne moreš dveh ljudi gledati na enak način in da se posvečaš temu dovolj, da ne pričakuješ, da se bojo stvari včasih same uredile. Ampak da jih probaš reševati težave sproti in, bom rekla, konflikte, ki nastajajo, in da pomagaš usmeriti zadevo v pravo smer. Pa bi rekla, da imaš to res že v podzavesti, da so si ljudje tako različni, da ne smeš dveh posameznikov gledati enako, ali se opominjaš? Ker velikokrat kdaj veš na kakšnih testiranjih, teh osebnostnih, komunikacijskih in tako, pa da reče, sploh se nisem zavedal, ne? Ja, sigurno se opominjam na to, ker včasih ti bi bilo lažje, če bi si rekel, pač, če ta upa, zakaj ne bi tudi ta tega uspel narediti, ne? Ampak dejansko so ful razlike in vsaka oseba bo drugače odreagirala v določeni situaciji. In to pač pol vidiš v praksi. Ti pomaga tudi privat? Lahko bi mi bolj. Privat se lažje spozabiš. Ja, hitrejše verjetno. Ko si se vrnila torej nazaj, doktorat, raziskovalna pot, akademska pot, potem pa Amerika. Spet sem prebrala, ne, da v bistvu odločitev bolj zaradi partnerja. Ja, v tem primeru pa je bila v bistvu tako, jaz nisem v tistem trenutku več imela neke hude želje, ker sem si tukaj na faksu začela, bom rekla, sem si zadala neko pot, ki sem jo želela izslediti. Pol pa je bil on dejansko povabljen tja, na študij, in
meni je takrat stvari, kar malo, bom rekla, vrglo iz tira, kar nisem karakter, ker ima rada take stvari, ampak sem si mislila, da če mu preprečim to, pač bom celo življenje tudi sebi pol najbrž učitelja, tako da sva se nekako uspela z Miho potem uskladiti, da sem jaz končala vse izpite, ker bi jih imela v prvem letniku, da nisem v drugem imela več nič, da sem lahko pol takoj po prvem letniku šla v tujino in se pač naslednje leta posvečala izključno raziskovalnem, kar je bilo mogoče tudi nadaljavo. Tako da mi ni popolnoma uničilo tiste poti, ki sem si jo zadala. zadala. Ampak te pa ta pot pol ravno Amerika pripeljala do BIE, ne? Ja, BIE tako je. Aspirations. Če bi bila v Ajdovščini, najbrž ne bi bila danes. Verjetno iskala kje v Ljubljani, ne? Najbrž bi bila na faksu, predvidevam, da bi sledila svoji začrtani prvotno poti. Ja, potem pa je bilo tako, da sem pač delala na doktoratu in to je pomenilo, da sem bila dost, bom rekla, sama, delala od doma in sem začela malo pogrešati to interakcijo z drugimi ljudmi. Na kar mi je ena od prijateljic povedala, ki dela na BIE, da iščejo nekoga z pisarno v Ameriki. In po pol leta nekih kratkih pogovorov, potem sem z njimi štartala. To, da si šla v tujino ponovno v Ameriko čez lužo, ne, kljub temu si rekla, da nisi imela sama te želje, bi rekla, da koliko močen je bil pol ta oziroma koliko pomemben je bil ta zunanji trigger. In a se ti tudi zdaj dogaja, da te zunanji triggerji bolj potegnejo? Mislim, po moje je pomembno, da se vprašaš, kaj bi se zgodilo, če se mu ne prepustiš. In če si pripravljen pač sprejeti posledico. Tudi ko sem recimo dobila ponudbo za to pozicijo, sem bila na porodniški. V bistvu še preden sem dobila pozicijo, pač ko sem dobila prošnjo, če bi jim pomagala, ker je prišlo do integracije, sem bila na porodniški in s katerokoli mamo sem govorila, rekla, ne, tega narediti na porodniški si, ne. Ma se mi je zdelo pač, da je v tistem trenutku bila BIA v tako pomembnem trenutku v zgodovini, da je pomembno, da sem del nje in pač, da mi bo dosti lažje tudi, ko pridem nazaj, če bom že vpletena v zgodbo. Mogoče to same, da greva na hiter čez, ne. Ja, vem, ti si bila že v Sloveniji, potem na BIE, ne, že tudi na vodilni poziciji v bistvu, ali pa še v prodaji? Ne, takrat sem bila vodja komerciale, ko sem Komerciale? prišla v Slovenijo, ja. Pa prvo porodniško si dala tudi čez, tako, ne? ja. In potem tekom druge je bil merger z Sartoriusom, so nas prevzeli, nemškim podjetjem in v tem času potem je prišlo tudi do te spremembe, da so mi ponudili pozicijo za kodirektorja. In kako si usklajevala pol te verjetno ne materinske osebnostne triggerje, želje, potrebe? Mislim, druga biznis. porodniška je bila ful drugačna kot prva. Mislim, prvič bil je covid takrat, tako da smo bili tako doma, imela sem oba otroka v tistem trenutku doma. Imela sem posledično k sreči veliko pomoč moje mame, mož je tako delal dopoldne, tako da sem uspela pač, kar je bilo službenih obveznosti, tudi izpeljati konferenc z Nemci, izpeljati tudi v času dopoldanskem. In da mi je mama ta čas pomagala pol z otroki. Ker so bila v bistvu od doma, ne? Ja, vse je bilo od doma, ja. Ja, to se včasih res malo poklopijo. Tako da je bil, po eni strani sem si takrat rekla, le, itak je korona, itak nikamor ne moramo iti, lahko pa pač izkoristim in se pač posvetim tudi tem delu pač službi, ja. Kako si mogoče usklajevala, pa kako usklajuješ te pričakovanja okolice? Ne, si omenila, so vsi govorili, ne, to narediti, ne. Kako pa neko svojo pot, oziroma si se s tem kdaj obremenjevala? Obremenjevala sem samo z vidika, da mi je zelo hitro minila in da sem imela mogoče občutek slabe vesti, da nisem izkoristila toliko prvega leta z najmlajšim, kakor bi ga sicer lahko, čeprav smo bili 24 ur na dan skupaj, samo pač ni kvaliteta preživetega časa, ni ista vedno. Ampak po drugi strani pa vidim, da je zelo samostojen, bom rekla, in bo dosti bolj se sam zaigra, tako da včasih je tudi dobro, če ni mama 100% vedno zraven, bom rekla, pa mu nudi vsako pomoč in podporo pri vsakem koraku in igri. Ampak da se tudi sam zaigra, dosti lažje, kakor bi se sicer. Da si ti posledila tisti svoji poti tudi. Sicer to ni, saj zame to ni bila neka, nisem zdaj bila 8 ur na dan, ne, sem lahko imela, ne vem, 4 ure na dan, če sem bila, bom rekla, dela, ne. Ja, okej, ampak pač je spet neka odločitev, ne, ko te spet nekaj potegne izven, verjetno, tako kot takrat Amerika, ne, izven neke tvoje začrtane poti, je bil en ovink. Ja, tako, ja. Zdaj seveda
vpliv Nemcev, ne, verjetno, ampak tim je pa ostal približno enako velik tvoj, oziroma vaš v Večji je v Ajdovščini. bistvu, jaz, ko sem šla na porodniško, to je bilo 2019, nas je bilo okrog 85. Ko sem prišla nazaj, nas je bilo, mislim, da 145. Aha, večji, In zdaj nas je 242. Tako da Okej. smo v tem obdobju ful zrasli. Zgodilo bi se najbrž, zdaj ali bi bili skupaj s Sartoriusom ali ne, to ni imelo toliko bistvenega vpliva, da bi rekla, da smo zato zrasli. Pač trg se je v tem času zelo razvil, v času covida, in je bil pač velik boom za biotehnologijo. Kako ti dojemaš recimo to rast, več ljudi, večje time, Ful večji izziv. aktivnost? Aha. Ful večji izziv, ker prej si se poznal z vsakim po imenu. Dosti lažje je bilo kakšne stvari skomunicirati. Dosti je bil bolj, bom rekla, sploh v tisti, ki smo bili iz obdobja, ko je bila BIA v prisilni poravnavi, se pravi v leta 2016, ko mislim, da se je bilo okrog 40, smo si jemali jo kot, bom rekla, svoje. In ni bilo problema za nič narediti, za več časa delati. Mogoče imaš občutek, da se to zgublja z rastjo, kar je pač normalno, ker sploh ljudje, ki pridejo na novo, niso šli čez tisto obdobje. Tako da tukaj so te izzivi, ker mogoče podzavestno pričakuješ, da bodo vsi delali in gledali na stvari enako, kot smo pač tisti iz tistega obdobja. Ampak kaj bi pa rekla, da je lažje v bistvu, ne? Da si na nek način malo odtečen, ne? Ja. Od po nekih privat povezav, pa ne poznaš več vsega tako v globino. Kaj je lažje za poslovne odločitve? Mislim, sigurno si lažje objektiven, če ne gledaš, bom rekla, osebnega faktorja. In mogoče kakšno težjo odločitev lažje sprejmeš. Je pa včasih lahko odločitev napačna iz vidika vzdušja, ki ga posledično lahko ustvariš v podjetju, če ne poznaš posameznikov. Ker v Sloveniji se mi zdi kar močna svoja komponenta, ne, tega poznavanja in smo navajeni delati v poznanem okolju. Tako da pol v takih international verjetno podjetjih je pa seveda v Nemčiji zgodba druga, ne. Ja, mislim, pri njih je, mislim, da na Par glavnem tisoč, kampusu ne. jih je skoraj 4000. tako da se med sabo definitivno ne poznajo. Koliko se poslovne prakse prenašajo med Nemčijo in Slovenijo V pol? bistvu nam pustijo dosti na dnevni, tako bom rekla, dnevni poslovanje je isto, kot je bilo. Sem se glih pogovarjala prej s prijateljem, da 2/3, bom rekla, zaposlenih na BIA mogoče ne čuti razlike sploh. Čutijo tista tretjina, ki ima dnevno komunikacijo pač s centralo, in se pravi, to so tisti bolj, ki so v komercialnih sektorjih, pa mogoče mi v vodstvu, pa eno od par podpornih služb. Vsi ostali, ki delajo v razvoju, v laboratorijih, proizvodnji, zanje se ni spremenilo bistveno nič. Kultura Nemcev, pa če primerjaš z Japonsko pa Dosti blizu naši. Američani, ja. Dosti blizu naši. Jaz bom rekla, mogoče iz vidika delovnih navad smo si Slovenci in Nemci blizu. Bolj na drugi strani imamo pa Američane pa Japonce. Tako se mi zdi, da oni dosti bolj posegajo v svoj privaten čas, kakor mi v Evropi. Aha, Američani. Pa Japonci, z delom. Vidiš verjetnost, da greste pa še tokrat pa zaradi svojih vzvodov recimo v Nemčijo? Mogoče ne v Nemčijo, spet bi me vleklo prej po moje v Ameriko. Ki jo v bistvu kar pogrešam. Ne bi šla tja za, bom rekla, 5-6 let, ampak za krajše obdobje pa bi pustila opcijo odprto, definitivno. Koliko te omejujejo te pomisleki pol o socialnem krogu, logistični enostavnosti, verjetno v Ajdovščini je vseeno domače? Mislim, predvsem je lažje, ker imaš podporno okolje z vidika družine. Drugače z vidika logistike sva že tolikokrat to naredila, da se ne dosti obremenjujem s tem. Bolj mi je zdaj skrbelo pač z vidika otrok, kako bi tako spremembo doživeli, ali bi bilo to pač pozitivno ali negativno za njih. Čeprav po moje vedno preveč kompliciramo. Otroci so dosti prilagodljivi. Da so odporni, kot mi. Kako v vseh teh med vsemi aktivnostmi, ne, kako najdeš čas zase, oziroma a ga sploh iščeš ali ga ne rabiš? Rabim po moje ga pa ne toliko intenzivno več iščem. Sem se nekako sprijaznila, da je obdobje, ki ima mogoče druge prioritete. Se pravi, poskušam graditi čas zase, iščem v delu, ker pač me to veseli in uživam v tem in mi je to neki kompromis, ter v družini, ker če bi rekla, namesto da bi bila z družino, da bi rekla, grem sama nekam, bi imela slabo vest.
ali je prav ali ne, pač tukaj smo si ljudje različni. Ja. Pač zame, če bi imela slabo vest, najbrž ne bi bilo prav. Ja, seveda, če imaš slabo Ja. vest, nekaj ni v redu. Nekdo drugi pa najbrž to rabi in bi pač drugače odreagiral, definitivno. Kako pa si vzameš mogoče čas oziroma si ga za nek razvoj, osebni, karierni v okviru službe, a ne? Ali si bolj v nekih everyday taskih in pač središ strategiji, razvijate, inovirate in grejo dnevi? V bistvu imamo zdaj že drugo leto zapored izobraževanja, tako v sklopu podjetja organizirana, tako da to jemljem kot nek, bom rekla, osebnostni pol tudi razvoj z vidika karierne poti. In mislim, da je to kar dober način, ki te nekako prisili, da se temu posvetiš. Ker če si rečeš, bom prebral knjigo, tisto knjigo lahko začneš zelo odlašati. Ne? Če pa je to nekaj, kar pač si se zavezal, da bo šel, pač narediš. Ne? Koliko je še vzporednic med Jano, ki je bila na akademski poti, vsaj začasni, raziskovalni, in pa pač danes Jano, ki je res v gospodarstvu na vodilni funkciji. A so kakšne vzporednice, a ti kaj pomaga, a te kaj prej mogoče ovira, pa ti je ostali iz tistih časov? Ne, jaz mislim, da mi je ostalo dosti pozitivnih stvari. Sploh bom rekla, mogoče, ko sem v obdobju, ko sem se takoj, ko sva se vrnila iz Amerike v Slovenijo, pa sem bila še vedno precej odgovorna za ameriški trg. Mi to, bom rekla, zamikanje delovnega časa, ker se ga navadiš kot študent, in ko sem imela v doktorskem študiju, ko pač je nekako od jutra do večera, to tvoj lifestyle ni delalo težav. Tako da meni, bom rekla, študij mi je definitivno prinesel neke delovne navade, sploh tukaj na ekonomiji, in bom rekla na magisteriju, ko smo imeli, ko pride na IMB-ju, ker ti rata to del življenja. No? Ne jemlješ tega kot nekaj, kar boš opravil v 2 urah in bil pol fraj, ampak je to nekaj, kar vlečeš od jutra do večera, pa mogoče še kdaj po noči, če razmišljaš. Kaj pa mogoče proces odločanja? Zadnjič smo imeli tudi enega gosta, ki je bil najprej v raziskovalni sferi, potem pa v gospodarstvu, sicer v konzultantstvu. In je rekel, da je pač proces in način odločanja mogoče pa dosti drugačen. Sigurno je, zato ker ti pri študiju imaš čas, da se zadevi posvetiš, da analitično pogledaš rezultate, statistiko in na podlagi nekih rezultatov narediš odločitev. V praksi pa dostikrat moraš narediti odločitev na podlagi feelinga, ker pač nimaš časa delati raziskave v ozadju. Tako da je malo občutek imaš, da je kakšenkrat malo bolj tvegaš, bom rekla, kot si pri raziskovalnem delu. Koliko si nagnjena k tveganju? Jaz imam zelo rada analitično jasne stvari. Tako da je out of my comfort zone, ko to naredim. Okay. Zdaj smo v situaciji, seveda veliko je bilo dela od doma, še vedno ostaja delo od doma in seveda prinaša to neke spremembe v kulturo, v odnose in tako naprej. In ti si že v časih pred, pa seveda korono iz Amerike, to kar dobro občutila, si rekla, ne, 2 leti, če sem si zdaj prav zapomnila. Ja, začela sem avgusta 2014, 2 leti pa pol. Kako bi komentirala lahko pač vpliv na posameznika, na tim, na odnos? Jaz mislim, da iz vidika tima je to zelo negativna stvar. Če je tega dela več od doma, kakor v skupini. Z vidika posameznika po moje zelo zavisi, kakšen karakter si. Meni zdaj, bom rekla, en dan dela od doma ful ustreza. Imaš čas, da narediš stvari, kar jih v službi ne narediš, ker te pač imaš preveč distrakcij, da se zadevi posvetiš, če si sam doma, ne. Nimaš nekih mitingov ljudi, ki ti skačejo vmes. Ne bi pa tega želela več delati na dnevni bazi, da bi imela vsak dan tak. Ker nekako, če ti si v službi, pa greš domov, si vsaj fizično ustvariš neko ločnico med tema 2 svetovama. Da se pol mogoče malo bolj, vsaj fizično in včasih vsaj upam, da čim večkrat tudi mentalno pol prepustiš privat življenju. Kaj pa recimo vsi ti motilci, motilci, če so, ne, pač sestavni del dela v pisarni in seveda veliko ljudi in konstantnih nekih sestankov. Sestanki, največji motilci so sestanki. Ki so nujni pač, ker stvari se morajo dogovoriti, zmeniti, kako naprej. Ampak se ti kakšen dan imaš občutek, da greš sam iz sestanka na sestanek. Kako se s tem spopadaš? Kakšen nasvet za ostale? Kratki in ful jedrnati sestanki, da ne zaideš iz teme sestanka, kar se ful rado zgodi, ampak da imaš točno določeno agendo in če vidiš, da zadeva zaide, rečeš, to bo drug sestanek, treba ločen sestanek za to zadevo. Da se ne vlečejo sestanki več kot 45 minut, 1 uro maksimalno. Ja, no, vse, ja. Za online je to tako že. Ja, za online je to že dolgo.
Če bi pol mogoče, evo, če malo gremo do Jane, ki je bila raziskovalka in v akademskih sferah, ne, kako misliš, da bo to vplivalo dolgoročno na time, na kulturo? Misliš delo na daljavo? Ja, delo na daljavo, pa v bistvu bolj posledično to, da smo malo bolj postanemo individualni, ne. Ja, mi smo v obdobju covida opazili, tudi tisti, bom rekla, sploh recimo v komerciali smo bili, bom rekla, imamo delo, ki ti omogoča, da delaš od doma in smo dosti bili od doma in se recimo ekipa menjavala, pol ekipe je bilo en teden doma, pol ekipe drug teden doma. Ampak ni bilo pozitivno. Tako bom rekla, iz vidika odnosa, ful se je zmanjšala povezanost, bom rekla, neko prijateljstvo med osebami, tako da smo v bistvu tudi na željo ljudi se je to ukinilo. Ste pa šli Ja, nazaj, ne? ja. Tako da jaz mislim, da je manj negativni, ker moraš biti prej dober prijatelj, da si sposoben ohraniti pol isti odnos tudi na daljavo. Kako pa se spopadate s kakšnimi individualnimi željami, ne? Ker seveda zdaj ratala na nek način konkurenčna prednost delodajalcev, ne? Ja, ponujamo tudi delo od doma, ne? Ja, mislim, pri nas ga z dela, ki to omogočajo, seveda, Ja, če si ja, ti pač laboratorijski tehnik, dela od doma žal ni mogoče, ne. Če pa delaš v podpornih službah, pa imamo približno enkrat na teden, da lahko delajo ljudje od doma. Kaj bi svetovala mladim, ki so na poti za tabo, ne? Recimo še v tem času, ko so še na faksu. Torej imaš eno veliko izkušnjo tujine in eno pomembno izkušnjo iz raziskovanja. Kako te je to definiralo, spremenili? Mogoče bi svetovala, da včasih se moraš prepustiti toku. Kar je bilo meni mogoče največji izziv, ampak po drugi strani mi je prineslo priložnosti, ki jih drugače nikoli ne bi imela. Od tega, da sem šla prvič na izmenjavo v tujino, potem ko sem prišla nazaj, da mi je takrat Miha uredil pri Smiljani študentsko delo. Miha Škrlj. Ja, da sem potem spoznala, da mogoče me pa faks zanima, pa pol, če me faks zanima, da pa bi bilo fajn, da grem na doktorat. Pa pol sem šla na doktorat in sem lahko delala študij, bom rekla, v tujini. In pol sem šla v podjetje, ki se ukvarja s kemijo, kar sem rekla, da nikoli v življenju ne bom delala. In sem končala ravno tam. Tako da ja, pač prepustiti se toku včasih in malo manj razmišljati. To pomeni, da verjetno nisi bila posameznica, ki si imela narejen nek plan. Imela sem narejen plan, ampak ni šel bližnjo po plan? poti. Kaj pa je bilo v planu? Ja, v točki, ko sem se vpisala na doktorat, da bom končala doktorat in bila profesor. Aha, okej. Se še kaj vračaš v kakršnekoli predavateljske vode? Ne, v tem obdobju se nisem, ne bi pa rekla, da bi rekla zavedno, da nikoli ne. Ker pač tisto obdobje, ko sem bila v Sloveniji, prvi letnik študija, in ko sem poučevala, mi je bilo lepo. Ja. Kaj ti je pa ta del dal mogoče? Ta del predavateljstva? Vedno sem imela ful tremo nastopiti, pa mogoče sem izgubila malo tega straha v tem obdobju. Tako, pa da mogoče to, da ni treba, da vedno veš vse odgovore, da se ne tega bojiš toliko. Da ti bo včasih vprašanje, ki ga ne znaš odgovoriti. Kako se pa to natreniraš? Zgodi se ti parkrat, pa pač ugotoviš, da ni konec sveta, da lahko se vrneš kasneje s povratno informacijo. Kar je predvsem ženski del, ne, imamo kar probleme s tem, ne, da če ni odgovora, je... Ja, katastrofa. Ne, tudi vidim tako, zdaj, ko delamo s strankami, pač so kakšna vprašanja, na katere pač nimaš odgovora v tistem trenutku, ko te vpraša. In je pač fair, da poveš, da se boš pozanimal in jim pač naknadno podaš odgovor. In bojo lih tako happy. Koliko si imela pa več treme ali pa več izzivov s tem, ko si začenjala, ker ti si zelo mlada, še danes seveda ne zelo mlada, na odgovorni poziciji znotraj BIA Separations oziroma zdaj znotraj še nemškega podjetja. Kako si se s tem soočala? Oziroma je bila kdaj ovira, strah? V bistvu mi je bilo mogoče malo lažje kot v kakšnem drugem podjetju, ker so vsi naši vodje zelo mladi. Tako da v bistvu med glavnimi vodjami smo li zadnjič šteli, smo 4 istega letnika. Tako da iz tega vidika mi nisem imela toliko straha, ker nisem, bom rekla, se postavila nad starejše dosti od sebe. Ja, pa ste tudi... Pa smo se tudi že prej z večino dobro poznali in smo že prej v redu sodelovali. Tako da to mi je bilo precej olajšano, no, pa ful mi je bilo lažje, ker sva v bistvu je tudi Aleš ostal še naprej direktor. Tako da sem vedela, da imam tudi neko zaledje pri njemu, če bi se znašla v situacijah, katerih ne bi vedela, kako naprej. Meni je šlo zelo naravno, ni bilo nobenih.
Kaj pa mogoče še ta del? Velikokrat slišimo v Sloveniji, da ima kdo, ki napreduje, izziv, ker se iz prijateljskih krogov, iz tega peer-to-peer odnosa, da pomakne eno stopnico navzgor. Si predstavljam, da v Ajdovščini, ko je tudi verjetno bo vsaj v tistem času večina lokalno zaposlenih, ste se zelo dobro poznali. Si imela potem kakšne osebne izzive s tem, da si bila kar naenkrat vodja, direktorica kolegom? Včasih, tako bom rekla, večina odločitev pri nas k sreči pride tako zelo sporazumno. Da bi rekla, da bi mogla neko svojo voljo uveljavljati, ne vem, če se je zgodilo dvakrat. Tako da ponavadi na podlagi pogovora pogledaš pluse, minuse in kar je najbolj smiselno za podjetje, pol s tisto odločitvijo greš. Ni zmeraj tisto, kar prvotno sem jaz mislila, da je prav vedno. Pač če nekdo pokaže, da ima razloge, da vztraja pri svojem, pač tudi okej, ne. Pa ko je bilo treba pač svojo voljo uveljaviti oziroma sprejeti odločitev, se dajmo bolj tako reči. Kako si se takrat distancirala od privatnih odnosov? Z vidika, da pogledaš, da ostaješ fair do vseh zaposlenih, da je za vse enako, in iz vidika, da gledaš, kaj je najbolj za podjetje. Bolj ti je pač lažje. In tako tudi utemeljiš, zakaj si naredil, in mislim, da so dovolj vsi inteligentni, da razumejo. Ste še v slovenski strukturi, recimo v Sloveniji, ali je že mednarodna? Ne, mislim, imamo že odprej par zaposlenih iz tujine, ampak v veliki večini smo še vedno Slovenci. Kultura in jezik Slovenije. Ja, tako imamo iz Hrvaške, iz Italije par posameznikov. Prej smo imeli tudi Američana z chief scientific officerja, ampak pol se je upokojil. Če bi te vprašala še za en zadnji nasvet, pa recimo, da zdaj ne več toliko mladim, ampak mlajšim talentom, ki iščejo zaposlitve, ki so tudi pri vas verjetno del ekip. Veliko slišimo zdaj o iskanju, pomanjkanju, begu v tujino, pač izzivih, ki se v teh kulturnih razlikah pojavljajo. Kaj bi svetovala mladim? Kako čim prej napredovati, kako čim prej priti do dobre službe, do dobre pozicije? Kaj so tiste vrednote? Mislim, kot prvo jaz vidim, vsaj pri moji zgodbi, da je tujina definitivno bila predpogoj za vse, kar se mi je zgodilo. Tako da to se mi zdi ena taka izkušnja, ki je res, dokler imaš priložnosti, ti je lepo, da jo izkoristiš. Ker ko starejši, ko si to težje narediš. To je prva. In kot druga, da najdeš tisto, kar te veseli. Ker vse je ful lažje delati, če v tem uživaš. Kar ni vedno lahko. In se pravi, jaz sem končala v podjetju, v katerem se nisem niti bom rekla industriji, ne podjetju, v katerem nikoli nisem mislila, da bom končala. Si imela srečo, da si zelo hiter v bistvu že tam pristala. Splet dogodkov, sosledja dogodkov, bom rekla. Da te pripeljejo življenje, Jana, če bi napisala knjigo, o čem bi jo napisala? Importance of looking on long run, long term. Se pravi, se mi zdi, zakaj to, ker tako privat kot poslovno se vsi ful osredotočamo, se mi zdi, na danes, na uspeh danes, na to, kaj bom danes naredil, kako se bo to rezultiralo. In mogoče tudi zaradi industrije, v kateri sem, vidim, kako pomembni so odnosi, pa vizije, bom rekla, na dolgi rok. Ker pri nas mi začnemo stranko delati danes, čez 10 do 20 let bomo mogoče, če bomo uspešni, eden od 10 recimo, bomo prišli do tistega glavnega rezultata, ki si ga vsi dan želimo. Tako da je fair igra na dolgi rok je ful pomembna. Mogoče, ko si pa že ravno omenila, za zaključek še eno dolgi rok, pa panoga, pa prej kemija, farmacija in tako naprej. Kako si se priučila in sodelavcev iz drugih panog, in seveda znanja, ki si ga imela ti več iz biznisa? Priučila vsega znanja se nisem in se nikoli ne bom. Ker pač ljudje, ki so to študirali, mogla biti še enkrat v študij, če bi se tla priučiti, da bi si lahko jim sledila, pa pol toliko let prakse. Tako da pač sprejela pa sem, da imam strokovnjake okrog sebe za te stvari in da pač, če rabim, jih vprašam njih. In pač osnovne stvari, so ti vedno z leti postajajo bolj razumljive, ampak to so res osnove. Kot ekonomistu nikoli ne. Da znaš vprašati in da priznaš, da ne veš. Da pač ne veš, Jana, hvala, da si bila danes z nami. Hvala.